Zdaj pa imamo že novo nagrado, skratka novega gosta. Je tako? Tistega, ki bo podelil naslednji nagradi. Ja, to je oseba, ki bo podelila naslednji nagradi, je predstavnik dobrega in naravnega kmečkega sveta. Človek velike telesne in umske moči, ki je svojim robatim in bistrim ponosom kos zvijačnosti višje gospode. In naj dodam, da je velik prijatelj parka vojaške zgodovine Pivka in torej, gospe in gospodje, z nami danes večer Martin Krpan. Ma vidite ga, kaj roba. Večer, gospod Martin Krpan, ki prihaja, seveda, ga bom vprašal, kje je pustil svojo kobilico, če jo ima še. Ja, za zdaj ga vidim, da se sprehaja proti odru, sicer me malo skrbi. Dober večer, dragi Martin Krpan, kako ste, pridite sem v našo sredo, vse varno je, res? Je vse pošto? Absolutno, sploh ne zgledaš, ko brdavs niti približno. Dobro, hvala lepa, to je res najlepši kompliment v svojem neravno dolgem življenju. Je pa moja malo daljša, zato pa ti pomeni, da ne zgledaš, ko brdavs. In kje pa ste pustili svojo kobilico? Ja, veste, tako je, včeraj smo imeli v parku vojaške zgodovine ravno otvoritev novih eksponatov. In to velike razstave, stalne letal, padlih in vseh, kar je ostalo spominkov iz druge svetovne vojne, kar je v naših krajih padlo dol. In smo imeli velikansko pomembne goste, generale z Amerike, ker največ je padlo ameriških letal. Tako da smo imeli največ generalov, ko so me gledali kar dobro, oni so zvedeli, kdo sem jaz, so bili malo strahi. Ja, zaradi tega. In smo imeli tudi, ja, s to mesarico, tu je hmašna. In je bilo fajn, torej, ste imeli fajn, bilo veliko ljudi. Je bil sam gospod minister, je prišel otvoriti razstavo in mi je bila moja kobilica tako všeč, da sem jo mogel za čez vikend mu jo posoditi. Tako, ministru. Ja, seveda, zato jo nemam danes s sabo. Dobro, hvala lepa, medtem pa se za nami vrtijo prav posnetki Parka vojaške zgodovine, svetujemo vam seveda ogled tega prekrasnega kraja, ki je nedaleč od našega Trsta ali pa od naših krajev, naše Gorice, skratka v Pivki.